Plezanje je ena od naravnih oblik gibanja, pri katerem se premikamo navzgor, kvišku ali tudi navzdol, pomagajoč si z nogami in rokami. Tako piše v Wikipediji. Vse lepo in prav, ampak ko si pred steno z oprijemki prvič v življenju, na momente pozabiš celo na to, v katero smer se gibaš. Kaj šele, da bi primerno, sočasno in skladno uporabljal oboje, roke in noge. No, tole je Janja Garnbret. Ona pleza že od malega, je slovenska športna plezalka, ki pobira najžlahtnejše medalje na vseh možnih tekmovanjih po svetu, tudi na olimpijadi, in je lani prejela odlikovanje Zlati red za zasluge za izjemne športne dosežke. Raztura plezalsko sceno in ko jo gledaš, stvari izgledajo enostavne in te prime, da bi se zapodil do prve izbokline na kakšnem zidu in se pognal v višave. Ampak, kot vedno, eno so sanje, eno pa je realnost. In to sem pred kratkim spet začutil na lastni koži. Tako kot moj brat, sem se plezat odpravil prvič v življenju in s tem na bucket listi odkljukal alinejo, ki mi je dolgo bodla v oči. Na veliko srečo je bil z nama Žiga, ki je v ne tako daljni preteklosti precej redno plezal, zato dobro ve, zakaj pri tem športu gre. Ko se ogrevaš, je važno, da gledaš čim večje grife, da zagrabaš. Pa ko stopaš, ne stopaj tako, ampak stop na prste. Prsti so zložni, ker prsti veliko bolj primejo, kot pa na tem. Čim večje šale, pa greš sam po steni naprej. Noge gledaš, roke gledaš. In ravno zaradi njega nisva z bratom že takoj v štartu metala puške v koruzo. Kako pa Jani vsa tista čarovnija v stenah uspeva, mi pa itak ni jasen. Skratka, prva plezalna izkušnja, če izvzamem 3 dni muskelfibra, je bila odlična. Predvsem je pa imela neko glavo in rep. Če sem iskren, sem vmes na momente pomislil, da jo še kdaj ponovim. In ti si nekaj to prestopal, ne? Ja. Ne poznam to grifo, nekaj so vzhoditi. To zdaj ni lep. Pa noben ni zname, kaj ne več. To so vsi klet bolj taki. Si pa že kar zaželiš kakšnega, veš? Iz prostora za ogrevanje smo se nato prestavili, ker ne vem strokovnih izrazov, bom rekel samo, v malo bolj zaresno dvorano. Tu se plezalni pas in vrv še nista rabila, je pa tista velika blazina pod stenami prišla še kako prav. Svobodna izbira oprijemkov ni bila več opcija in plezanje, njegovi različni težavnostni nivoji, se je kmalu začelo predstavljati v svoji pravi luči. Nastopil je konec sanj, še kar naprej pa je živela želja, da bi brez padca odplezal vsaj kak odsek. Bratu je uspevalo, meni malo manj. Ajde! Še bolj roke. Roke mogu bolj tja dati. Ja, roke, le kje imaš oprimke za roke? Bravo, majstore! Majstore, no, če si povzem šel za kavico.
Evo ga! To je to. A ja, z obima, ja. Ja. Po vseh uspelih in neuspelih podvigih v Tezaresni dvorani je napočil čas še za pas, vrv in za soočanje z višino pri plezanju. To je spet poglavje zase, tako po zahtevnosti, kot tudi po adrenalinskem vložku. Zahvaljujoč Žigi za vse napotke in opozorila sva danes s bratom še vedno tukaj, živa in vesela nove enkratne športne izkušnje. Ja, ne, to je pa... Ajde, gor! Ne morem. Ja, noge mogu dati višje, ne? Bravo, ne, si to res. Škoda, ki nismo posebej, še enkrat,